Kdaj so se začele prve priprave, prvi sestanki glede prireditve Bob leta 2011? Če sem natančen, priprave so se začele takoj po lanskem projektu, po koncu. Ampak to so bile samo idejne zasnove, gremo s tem projektom naprej. Prave priprave so se začele nekje konec septembra lanskega leta, ko smo začeli določati termin te prireditve, ki seveda mora biti določen v soglasju z vodstvom Televizije Slovenija in pa seveda v dogovoru z vašo časopisno hišo. Vi nastopate pri tem projektu v vlogi producenta. Zakaj ste zadolženi, zakaj morate poskrbeti? Moje uradno delovno mesto se imenuje producent programa. To je ogromno funkcij, v bistvu tata mata za vse, razno odgovornega urednika, ki se na koncu podpiše, ki pa je v bistvu vsebinsko odgovoren za vse. Moje delo je od finančne konstrukcije, koordinacije s programskimi, produkcijskimi delavci, pisanje pogodb, skratka vse, kar en projekt prenese. Tisto, ko gledalec vklopi tisto magično napravo, ki jo imenujemo daljinec in ki vidiš sliko gori, tukaj mora biti producent zraven. In moje delo seveda se ne začne z začetkom prenosa in ne konča s koncem prenosa, ampak nekaj mesecev prej, pa tudi mogoče nekaj let kasneje, ko je konec prenosa. Zakaj nekaj let? Morebitne tožbe ali kakršnekoli zahtevki in tako naprej. Saj veste, kako pri nas sistem deluje, ne? Pač producent je tisti, ki da tisti imenovani organ glavo na pladenj pri vsakem projektu. Odgovoren za vse, kriv za vse, noter plačam pa nič. Malo se šalim, ampak to je moja naloga, ne? Kaj je najhuje, kar lahko gre narobe pri prenosu v živo? Televizija je izrazit medij, kjer je najšibkejši člen najbolj pomemben. En člen se sesuje, pade projekt, verjemite mi. Lahko ti zboli asistent, lahko asistent napačen kabel, v zadnjem trenutku, ne vem, pride do električnega mrka ali kakorkoli not, vse je lahko povezano z posameznikom in če en člen izpade iz tega, se projekt sesuje. V tem trenutku zadeve tako lepo potekajo, da je že prav kičasto, da se prav tega, ker tako lepo poteka, bojim. Pri prenosu v živo lahko zatejo izvajalce, da jih ni. Lahko se zgodi nesreča, Bog ne daj. Lahko je izpad električne energije v neposrednem prenosu. Lahko je napaka pri tako imenovanih telekomunikacijskih zvezah. Kabel gre, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Nesreča, ki se podre karkoli, ne vem, nikoli. To je takšen stres, to ne pretiravam, če vam rečem, da se tudi za kilo ali dve pri takem projektu shujša in potem, ko je konec, sediš ko en kisla limona v enem kotu, želiš si samo mir pred samim sabo, ne pred ostalimi in da ne razmišljaš o ničemer. Analize pride komaj drugi ali pa tretji dan potem. Koliko izkušenj, koliko let izkušenj je potrebnih, da se lahko človek loti enega takšnega projekta? Slovenija je en specifičen teritorij, kjer v bistvu razen nekih medijskih komunikacij in podobnega pri nas ni šole za ta poklic. Moj osnovni poklic, jaz sem pravnik sicer, ne, ki je v bistvu v 23 letih delovne dobe, ki jo ima tukaj na televiziji v Mariboru, pridobival izkušnje, se pravi tisto kilometrino. Delal sem z svetovnimi režiserji, delal sem z svetovno priznanimi scenaristi, delal sem koprodukcijske zadeve noter, ki so šle v Eurovizijo, od papeža dvakrat in tako naprej, pomagal tudi pri Ligi šampionov, kot veste, je bila v Mariboru. Skratka, za našo ekipo smo delali resnično mega zadeve. Samo kilometrina izkušnje prinesel do tega, kar ti nobena šola nikjer ne more dati. Tehnika napreduje iz dneva v dan, to, kar je bilo včeraj, je že danes staro železje, sami veste, kako je z računalništvom, za to tehnologijo. Spremljati moraš razvoj, predvsem pa moraš biti človek, ki dela z takimi ljudmi, noter seveda ti tudi dekl dol pade, ko pravimo po domače, ne, ampak ti moraš znati delati z ljudmi, kajti brez teh ljudi ni izdelka. Ti sam ne pomeniš nič. Lahko si pa dober koordinator, dober direktor, dober vodja, ljudje te poslušajo in ti jih tudi, če le lahko, nagradiš, kak se to da.